Živa sem in dobrodošli nazaj na Future Generation Minds 2050 YouTube kanalu. Tukaj je nov teden in z nami tudi nov gost, komaj 26-letni Filip Pesek. V bistvu se ukvarja z marketingom in podjetništvom in zbrali smo si ga, ker se nam zdi, da bi res lahko nam prinesel veliko znanja, oziroma da bi to znanje delil tudi z vami. Živa. Čau, Neja. Anej, živa. Živijo. No, če jaz nadaljujem, začnimo tako čisto preprosto in sicer s temo. Kot uspešen poslovnež si najbolj velikokrat se že znajdel v situaciji, za katero je potrebno javno nastopanje. Nas pa zanima, kako si se s tem spopadal, mogoče kako si to premagal, kako se danes s tem spopadaš, če mogoče poznaš kakšen trik za tremo, kako jo pregnati stran. Zdaj, preden začnemo z našim pogovorom. Kar vsem, ki gledate ta intervju, pa zdaj mene, ne sicer kako me dojemate, ampak dajmo reči, da se gledam samozavestno. Vi morate vedeti, da sem jaz bil star 13-14 let, sem pač bil izbran za to, da vodim Valeto, a se ima Valeto na koncu, sem našel vse. In što sem bil, da jaz, ker sem vodil to Valeto, jaz se spomnim, meni so se roke tako tresle, meni se je jezik tako zapletel, jaz sem bil živčen kot šus. In dejansko, ne samo takrat, ampak tudi, kadarkoli v osnovni šoli, ko smo imeli javni nastop, pač sem imel vse te občutke. In edini razlog, da danes mogoče imam teh, ne bom rekel, da teh občutkov nimam, nervoze, treme, ampak jih pa imam definitivno manj. Torej razlog za to je, ker sem pač tokrat javno nastopil. In dejansko druga stvar je bila pa ta, da sem si za vsak javni nastop, ki sem ga imel od 12. leta naprej, torej ali je bil predstavitev mesta, pouku slovenščina ali whatever, za vsak nastop sem se pripravil. In vsak nastop sem pač tretiral kot vajo. In vsak nastop sem potem tudi analiziral. In zato, ker sem si vzel čas za pripravo, za analizo, sem bil pol iz nastopa v nastop boljši, vedno bolj sem vedel, kam dati svoje roke, glavo, kam gledati, kaj narediti, zato da sem bolj miren itd. In zdaj dajmo reči, da sem prišel v neko tako sproščeno rutino, plus seveda, kar je še ključno pri celem javnem nastopu, je to, da se človek dobro počuti generalno že v svoji koži, ker če si ti generalno, zelo slab primer bom dal, če si pa na drogah, če te glih kar punca pusti, če si v šoli že drugič zapored padel, mislim, da težko boš imel zdaj skozi javni nastop neko samozavest, če imaš celo življenje podrto. Zato je fajn, torej, da imaš to neko življenjsko stabilnost, pa seveda tudi, da nabiraš in se pripravljaš in analiziraš vse svoje javne nastope. Ja, če se čisto strinjam zdaj. Tudi jaz sem v bistvu vodila Valeto in imam tudi feeling, da v bistvu, ko pridem do nekih takih stvari, da se mi zdi, da najbolj pomaga, da nekaj izkušenj, da si pač to že počel prej. Na tem mestu bi mogoče rekla, pač dejansko te spremljam že kakšno leto in sem tudi poslušala tvoje podcaste. Imam tudi svojo knjigo, ki sem jo prebrala, in pač res vidim neko podobnost v razmišljanju. In zdaj na tem mestu me zanima, s kom se dejansko jaz pogovarjam danes? S Filipom Peskom kot osebo, ali s Filipom Peskom kot brandom in kot nekom, ki mi bo nekaj poskušal prodati ali poskušal, predstaviti svoje podjetje, svojo delo, s kom? Torej, kar je štos, pa kar se jaz vedno trudim, pa kar mislim, da mi predvsem v zadnjih 2 letih vedno boljše uspeva, je to, da Filip Pesek je enako Filip Pesek brand. Zdaj, a je res, da jaz kdaj na social media kakšno stvar malo drugače zapakiram? Jo, ampak če jo že, ni nikoli to zelo velik razkorak med tem, kar Filip Pesek je, pa med tem, kar ta objava, ta video, to razmišljanje pač tam pač je. In dejstvo, recimo to vprašanje, a nam bo Filip Pesek karkoli prodal, pač Filip Pesek vedno omeni, kaj dela, vedno nek subliminalni call to action nekam postav, pa ne zato, ker bi hotel, nekoga zafrkati s tem, ampak dejansko pač to, kar mi delamo, torej, ko imamo našo marketinško agencijo, to je del Filipa Peska, to je del tistega, v kar jaz verjamem in pač če verjamemo to, kar delamo, zakaj ne bi tega malo
spontano omenil. Seveda, se pravi, zdaj problem je, če ti govoriš z nekom, ki pa cel cajt sam nekaj omenja, nič pametnega ne pove, logično, da ti gre to na živce, ampak jaz enostavno, se pravi, te stvari, ki jih delam, se jih ne sramujem, ponosen sem na to, kar delam, ponosen sem na to, kar dela firma in pač, ne, če lahko, ne vem, mojster pozabil se ime, se opravičujem, ampak recimo, če lahko Akrapovič omenja cel cajt, Akrapovič auspuhe, zakaj pa jaz ne moram svojih stvari pa svojih knjig omenjati, če so tam narejene. Tako da ja, jaz bi rekel, no, da se danes pogovarja s Filipom Peskom osebno in s Filipom Peskom kot osebnim brandom istočasno. Tako da imaš... Cool. Zdaj, ti si svojo kariero v bistvu začel kot zelo mlada, ne? In kako... Ta moja kariera, če boš to prav zadela, kapo dol, zato ker je pač stvar, ki je... No, povej, kaj si hodila reči? Ok, torej kariero začel zelo mlad, no, Jaz bi te prosila, da opišeš to svojo kariero v 5 besedah. Se pravi, kako je potekala tvoja podjetniška pot, čisto nekaj začetka, mogoče, ne vem, že v osnovni šoli ali v srednji šoli, pa do zdaj. In 5 besed lahko poveš. 5 besed je malo, ne? Dajmo se najprej spogledati, da lahko ker iz 5 besed, če stavek težko narediš. Ok, bom probal. Torej, mislim, jaz ti lahko dam predevnike. Torej, moja podjetniška pot je bila nora, bila je zelo nenavadna. Bila je zelo edinstvena, ker v bistvu na način, ki sem zgradil jaz brand v Sloveniji, ga pravzaprav noben v tem podjetniškem marketinškem spektru ni zgradil, kar pomeni, da nisem imel nobenega study case-a, ampak sem mogel vse pogruntati sam. Torej, nora, edinstvena, nenavadna, pa v bistvu potem četrta stvar, ki bi jo pa rekel, je pa ta, da sem v bistvu na vse skupaj zelo ponosen. Saj, če bi jaz delal stvari še enkrat, bi marsikaj naredil drugače. Definitivno. Sam cel brand je bil že od začetka zastavljen okrog ene ideje. In sicer, jaz, Filip Pesek, sem ene stvari pogruntal, ki jih večina ljudi ni, in moja želja je od nekdaj že ta, dajmo ljudem pomagati. In v bistvu zdaj samo skozi leta se je spremenilo od tega, dajmo ljudem pomagati, zdaj se je pač spremenila, ok, dajmo pač srednjim in velikim podjetjem pomagati z našim marketinškim znanjem, da lahko ona pridejo do tja, kamor si želijo. In v bistvu ta napredek, ki sem ga jaz mogoče na začetku videl, kako sem delavnice, ki sem jih delal, pač to me je vedno napolnilo, ker mi je bilo prav fajn, ker sem nekomu nekaj povedal, razložil, ker sem z nekoga nekaj naučil in pol je on šel dosti lažje naprej, ali pa zdaj, ko delamo s podjetji. No? In ta feeling, in na to sem v bistvu res ponosen. Se pravi, marsikaj bi naredil drugače, ampak ja, torej, ne vem sploh, če sem tudi govoril na tvoje vprašanje. Te 4 besede, noro, edinstveno, nenavadno, pa ponosno. Pa še ena beseda mi zmanjka, ampak zdaj sem itak toliko zabluzil, da mogoče kar gremo na naslednje. Ja. Jaz imam eno vprašanje. Reči, ja, ne. Se pravi, tudi mi dva imava v podjetniških poslih, še predvsem v začetkih, precej skupnega. Namreč tudi jaz sem začel s prodajo čevljev. Je to res, da si tudi ti začel svojo podjetniško pot preprodajo čevljev? Ja, res je. Komu pa prodajaš čevlje? Trenutno imam pač svoj profil na Instagramu in prodajam vse od Nike, Adidasa, Easy, nasplošno teh bolj modernih modelov. Ok, hvala. Zdaj imam pa še eno vprašanje, recimo na mladim, tako kot si bil ti enkrat mlad. Če komu uspe na tak podoben način zaslužiti neko določeno vsoto denarja, kam je najbolj pametno, da ta denar vloži? A ga samo pusti na bančnem računu, ali kakšne pasivne tehnike investiranja, ali pa mogoče karkoli drugega, kar mi sploh še ne poznamo? Ja, pasivna tehnika investiranja bi za nekoga, ki je mlajši od 25 let, bila največja, najbolj idiotska stvar, ki jo lahko naredi, po mojem mnenju. Ker če zdaj ti recimo zaslužiš, dajva reči, 3000 evrov nekaj, ali pa dobiš, ali pa ne vem, podeduješ 3000 evrov, ne vem, nekaj, daj ta denar investiraj najprej vase, torej v knjige, v izobraževanja, v plačljiva mentorstva, torej nekaj, kar bo gradilo tebe.
ko boš tam že ves denar investiral in že redu, komu še kaj plačati, pol investiraj v svoj biznis, če ga boš imel, torej recimo primer, zdaj, če bi ta tvoja prodajalna čevljev zaživela, potem pač investiraj, pa plačaj fotografu 300 €, pa reč, da mi pa spimpaj vse fotke, ki so, da bodo hude. In potem, ko narediš investicije torej vase, ko narediš investicije v svoj biznis, no pol, če pa pol ta biznis začne generirati ful enega denarja, ki ga nimaš kam dati, pa če imaš željo diversificirati oziroma pač razporediti svoja jajčka, ta investicijska, pa lahko kupaš pasivne investicije. Ne bi se pa tega šel, definitivno ne v prvih 5 letih podjetništva, oziroma bi pač ves denar investiral v vase in nazaj v razvoj svojega podjetja, svojih zaposlenih, ekipe itd. Ok, hvala. Ja. Vprosti, sam ne, mislim, vem pa, da je v bistvu tendenca k temu, da investiraš v Bitcoin, seveda, ali pa ne vem kamorkoli drugam, dosti bolj mamljiva, ne? Ker, ja, super, ne, saj bom pa tam, pa bom krat 3 naredil pol leta, pa nič bom rabil delati za to. Ne, saj mogoče boš. Sam obstaja pa tudi velika verjetnost, da ne boš. Pa kar je najslabše, to ni od tebe odvisno. Ja, ampak saj poznam, saj berem finance, pa vem, ne veš, ker tudi oni ugibajo, ne. Mislim, saj pravim, ne rečem, da se s tem ne da, poznam veliko ljudi, ki so s tem naredili ta prave poteze v pravem času, sam se pravim. S tem se začni igrati, ko boš imel toliko denarja, da nožeš vedel kam z njim, pa še pol nekako pametno distributiraj ta denar. Se pravim, to je moje mnenje, ne rečem, da je pravo, ampak tako je. Hvala, super odgovor je bil. Kjer kraj pa mogoče najbolj prijazen za mlade poslovneže, pa tako poslovneže na splošno? Ja, takole je, ne? Jaz sem zdaj v Dubaju. V Dubaju imaš, torej, to je enako neto. Torej, to ni v nobeni drugi državi praktično. Torej, če jaz zaposlujem ljudi v Sloveniji, torej, če hočem dati nekomu jurja 100 neto plače, mu moram dati 2 jurja bruto plače. Torej, v njih 900 € v mesec gre državi. V Dubaju je tako, da če hočem enega zaposliti za 2 jurja, moram 2 jurja plačati in to je to. DDV je 5%. In to je to. Torej, pogoji tle skozi te oči so dobri, sam če živiš v Dubaju kot mlad podjetnik, imaš, recimo, ne zdaj v tvojem primeru, jaz sicer ne vem, kako si orientiran, ampak dajmo reči, da imaš rad punce, in tle v Dubaju je zelo veliko punc, nagih, nagih, na pol nagih, pa velike klubov, pa velike teh stvari, in se torej je Dubaj ekonomsko, full tak, sam te pa zna zelo hitro potegniti v party življenje in pol od te tvoje produktivnosti ne bo nič več. Tako tle treba gledati na več stvari, pa predvsem je odvisno od tega, kakšna oseba si ti. Zdaj definitivno ekonomski pogoji za podjetništvo so načeloma v večini drugih držav boljši, sam pa spet, ne, ok, so boljši, sam kaj pa pol, ker si spahneš ramo, pa moraš sam svojo operacijo plačati, ker v Sloveniji dobi za ton, tle te bo pa stalo 10 000 €. Ne vem, veš, mislim, so eni plusi, so eni minusi, pa še tako je, ne, tle v Dubaju recimo sploh kot tujec ne moraš zgraditi firme, razen če podpišeš z domačinom, mislim, da neko partnerstvo, kjer je on vsaj 20% lastnik, ali mislim, nisem se čisto poglobil, no, tako da so plusi pa minusi tega, je pa tako, da če si dober podjetnik, ti lahko rata v kjerikoli državi, to je pa pač dejstvo. In se jaz ne bi toliko s tem obremenjeval. Jaz vsem tem podjetnikom, začetnikom svetujem, daj ne kompliciraj mi ti zdaj z davki, pa z ne vem, če daj naredi firmo v Sloveniji, ko boš imel uspešno firmo, pa ko boš delal, ne vem, $500 000, milijon, pa soš pa ti zdaj odločil, boš se prestavil na Kajmanske otoke ali v Bolgarijo, mislim, ne sem na Kajmanske, mislim, da ni legalno tam čisto vse, ampak veš, kaj ti hočem reči. Tako da za tvoje, ne za tvoje une čevlje, zaenkrat lahko. Zdaj pa mogoče malo zanimivo spet. Zdaj ne vem, če spremljaš TikTok, ampak je še te... Imam svoj TikTok, grozen je, nič se ne dogaja na njemu, zapustil sem ga, ampak ok, spremljam TikTok, kaj bo dobrega? Ne vem, jaz sem opazil, da je vedno več teh nekih videov, kao 3 dni, pa sem dobil 2000 na svoj račun, whatever, nekaj to poro. In pač, koliko je da ne vem, imajo, ali so nekaj, da nekaj slikaš, ali so te, pač za te delnice nekaj govorijo, ali za Bitcoin, whatever.
Mislim, da smo mi mladi ful naivni, kar se tega tiče. In koliko je dejansko tle za igranka, pa kateri so dejanski načini za zaslužek prek interneta, mogoče, če jih poznaš. Ja, če bi jih poznal, se danes ne bi tle pogovarjal, ker bi bil nekje na jahti. Pač problem socialnih omrežij je, da se vedno kaže ena stran medalje. Torej, ti zdaj vidiš nekoga, ki je nekaj zaslužil z nekim tradom, sam na drugi strani pa ne vidiš 99 neuspelih njegovih tradov, pa istočasno vidiš 99 ljudi, ki so naredili napačen trade. Zato, mislim, vse, kar načelno vidite na social media, vsaj jaz, no, moj nasvet bi bil tle noter, pa tle ven, oziroma se nekaj dost obremenjevati s tem. In v bistvu obstaja ena zelo idealna rešitev in to je pač, če vam je nekdo sumljiv, dajte ga pogooglati. Pa dajte pogledati, če ima SP. Pa če ima SP, ki ni davčni zavezanec, pomeni, da ni naredil 50,000 evrov prometa, kar pomeni, da pač karkoli, kar pa ni 50,000 evrov prometa, pa načeloma ni veliko denarja v poslovnem svetu, oziroma tudi $500,000 ni veliko denarja. In zato, mislim, zato načeloma nekih namigov obogateti na hitro, pač ponavadi, mislim, se da, sam se pravim, velike tlevnih zvezdic pa čejev, torej ja, se da, če trdo delaš, če se 5 let nečemu odrečeš, če nekaj, če nekaj. Ne, se mi smo tudi prodali za, ne vem, mislim, smo prodali 4,000 knjig, urejo, 4,000 x 30. 120,000 evrov, wow, jaz bom tudi knjigo napisal, pa bom bogat. Ne, to je bilo 120,000 evrov, za katerih je bilo glih 110,000 evrov stroškov, pa 5 let dela pred tem, pa ne vem, kva še vse, pa cajt, pa energija, pa itd. Mislim, tako da pač z prave perspektive je treba mislim, zadevo pogledati, no, in problem teh socialnih omrežij in v bistvu problem, pri katerem tudi jaz, dajmo reči, ga sopovzročam, je ta, da dejansko kdorkoli ima, dajmo reči, nek following, ful prepogosto pač govori o vseh svojih uspehih, ful premalokrat po svojih neuspehih in pol to da nekomu nek tak false reality feeling, da je pač vse easy. Ker dejstvo je, če lahko direkt povem, ni easy. In je veliko neprespanih odločitev, težkih odločitev, pa se pravim, to ne rečem zato, da bi vam vzel željo do podjetništva, ker je definitivno prav, da pač greste v podjetništvo. Sam razumete, da to niso zdaj same rožice, pa vrtnice, pa dišavice, pa maurice, pa unikorni. Ok. Kaj so pa po tvojem mnenju trgi prihodnosti, oziroma kje bo potekalo največ marketinga, so to socialna omrežja, internet, YouTube? Kaj je po tvojem mnenju najboljše za prihodnost? Za prihodnost podjetništva ali z vidika oglaševanja? Marketinga. Ok, z vidika marketinga. Ja, mislim, dejstvo je, pa ogromno študij kaže na to, mislim, to itak se verjetno oba zavedata, da pač svet gre v digital. Oziroma, da danes, da včasih je bilo res, da je torej nek potrošnik preživel, v Ameriki so te študije dejali, da je pač povprečen Američan gleda 5 ur televizije na dan, Samo zdaj je tako, da on, ki gleda 5 ur televizije na dan, je istočasno 5 ur na tem telefonu, ali pa mogoče še več, oziroma zdaj mogoče gleda samo še 2 uri televizije, ostalo pa je na telefonu. In ja, to, kar je včasih bil Pop TV kanala, TVS1, TV3, to ne vem, če se spomnite, ampak včasih je bil en kanal, ki se mu rekel TV3. No, to vse zdaj gre sem. Torej, TV3 je zdaj YouTube, Slovenija 1 je Facebook, Slovenija 2 je Instagram, Pop TV je ne vem, TikTok ali whatever. In ljudje se selijo tja. In mislim, to ne pomeni, da je TV oglaševanje mrtvo, to ne pomeni, da je TV marketing mrtvo, to ne pomeni, da je TV mrtvo, to ne pomeni, da je radio mrtvo, to samo pomeni, da če se neko podjetje bo fokusiralo samo še na tradicionalne medije, ima dosti manjšo šanso za uspeh, kot pa če bi bili poleg tradicionalnih medijev prisotni samo na digitalu. Vi morate vedeti, da cel Filip Pesek brand je bil zgrajen brez investicij v tradicionalne medije. A sem bil kdaj na TV-ju? Ja, ampak ne zato, ker bi jaz plačal, zato, ker so me povabili.
A pa sem bil kdaj na radiju, ja, ampak ne zato, ker bi plačal. Torej, mi smo dejansko cel brand, cel marketing agency smo zgradili prek digitalnih medijev. Facebook, Instagram, primarno kombinacija email marketinga, YouTubea itd. Tle se je naš brand naredil. Zdaj se reče, pa hočemo mi razširiti ta brand, pa itak bomo mogli dodati še TV oglaševanje, bomo mogli dodati še radio, bomo mogli dodati še ostale stvari, ker v bistvu danes je tako, da, ne vem, najlažje ti tako povem, ne obstaja en trend, ne obstaja ena platforma, ampak v bistvu obstaja vedno ta omnichannel kombinacija vseh možnih platform, s katero moraš nekako približati svoje ideje, svoje produkte svojim idealnim strankam, ker spet, kar večina ljudi v marketingu podcenjuje, je to, ja, se bom dal oglas ven, ja, v redu, boš dal, sam ne. To, če nekdo klikne na oglas, še ne pomeni, da bo kupil, ali pa to, če nekdo da vidi oglas, pa da ga začne brati, to še ne pomeni, da bo pol, ne vem, tam mislim, pač fora je spet tista zadeva, ki smo na začetku govorili, da ponovadi podcenjujemo to, kar bo potrebno za uspeh neke marketinške kampanje. No, zato se jaz na dolgi rok ne bi zanašal na en kanal. Všeč mi je to pač, kar delate pri Future, oziroma pri vašem projektu, da enostavno pač ste, ne, in YouTube, in Instagram, in Facebook, migate, pač verjamem, da boste dodali še neke druge kanale itd., pa zdaj ne vem, ko bo ta intervju šel ven, boste izkoristili še, dajmo reči, kanale Filipa Peska, ki bo pač, ne vem, svojo bazo oziroma svoje ljudi obvestil o tem, da ta intervju obstaja. Tako da mislim, da ja, Future Generation Minds je čisto slušno zastavljen, seveda je pa pač še dosti več nekih, da dajmo temu reči v žargonu igrce, dosti nekih levelov oziroma stopenj, ki jih lahko še odklenete. No? Ja, evo, zadnje vprašanje. Kaj je bil najboljši nasvet od neke druge osebe, ki si ga do zdaj dobil v življenju? Kaj je pustil največji impact, vpliv na te, da si začel pol drugače gledati na stvari, drugače se obnašati itd.? Težko ti rečem, da je bila ena stvar. Zato, ker vsak podjetnik gre, jaz temu rečem, skozi neke faze identitete. In jaz tudi, ko sem začel, sem imel eno identiteto in pol sem mogel veliko stvari prebrati, slišati, da sem se pol iz te identitete razvil v neko, torej Filip, kada bi gledal Apple upgrade, ne? Jaz sem bil Apple 1 in pol sem rabil nekaj cajta, da sem postal Apple 2. In pol sem bil nekaj cajta Apple 2 in pol sem bil že Apple 2, ki je bil že zelo dober, sam pa mi je pa evo nekdo rekel eno stvar, pa me je zdaj moram iti pa na Apple 3 in sem zaradi tega šel na Apple 3. In potem sem se pač tako premikal. In mislim, zdaj ena izmed boljših stvari, ki sem jo definitivno pač slišal, je ta, da pač če ne veš, kaj hočeš, pa si zasrl že v štartu. Oziroma z drugimi besedami, da pač, mislim, moraš biti zelo jasen glede tega, kaj si želiš, pa kakšne cilje imaš. In moraš to definirati, ker če zdaj jaz sem v Luki Koper, pa pržgem motor od tune ladje, tankarja, pa če vprašam kapitanu, mojster, kam gremo, pa on reče, nimam pojma, tle sem pržgal motor, kamor bomo prišli, ja, on niti ven z Luke ne vprašal. Če imaš pa ti zdaj nekoga, ki reče, hej, ok, smo zdaj tle v Luki Koper, naša destinacija je torej, ne vem, pristanišče v Pireju, on bo pa v skoraj 100% primerov prišel do Pireja, razen če si pač na Titaniku, zato ker ima nek cilj, ve kaj hoče in definitivno najboljša stvar je ta, da definiraš, kaj točno hočeš. In da potem, ko to dosežeš, da pač na novo definiraš, kaj hočeš. Super, hvala. Verjamem, oba dva še veliko enih vprašanj, za katere danes ne bo čas, mogoče v kakšni drugi priliki, mogoče celo užival. Tako da do takrat pa še enkrat hvala in uživajte. Hvala tudi vsem gledalcem.